Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gost današnje oddaje Aktualno je Boštjan Bratuš, direktor podjetja Hidrija, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan. Povejte nam, gospod Bratuš, v kakšni kondiciji je Hidrija ta trenutek? Trenutno lahko rečemo, da smo prišli v to situacijo v relativno dobri kondiciji. Že v lanskem letu smo izdelali plan za letošnje leto, ki je bolj konzervativne narave, se pravi, da smo poskušali nekje zasledovati trende v svetovnem gospodarstvu, kjer smo čutili že določeno ohlajanje. Namreč v preteklih 2 do 3 letih smo beležili izjemno rast, ki smo jo komaj dohajali. Za letošnje leto pa smo načrtovali podoben nivo kot lansko leto, oziroma celo mogoče manjši padec prodaje. Tako da smo že planirali nekako konzervativno letošnje leto, seveda ob teh padcih, ki smo jim priča sedaj, tekom aprila in maja, pa smo se morali dejansko prilagoditi situaciji. In situacija nedvomno je zelo zahtevna, zelo težka, tako za nas kot za ostala podjetja, ne glede na kondicijo, kakršni so bili pred to krizo. Prav včasih je bila to Iskra, kasneje Rotomatika, danes je Hidrija. Imena niti niso tako pomembna, pomembno pa je število delavcev. Kako je raslo in kakšno je danes? Ja, mi smo obseg poslovanja in tudi število sodelavcev nekje povečevali do lanskega leta, potem smo nekje to ustavili, še vedno pa govorimo o približno 2200 zaposlenih, se pravi sodelavcev v celotni skupini Hidrija. Imamo družbe v Sloveniji in v tujini. Od tega je v Sloveniji približno slabih 1800 sodelavcev, ki dela za Hidrijo. Pred 2 mesecema se je ta gospodarski svet bistveno spremenil zaradi epidemije. V nekaterih oddelkih ste zmanjšali obseg proizvodnje, ste bili v skrbeh za zdravje ljudi na eni strani ali le, bi rekel, soočeni s situacijo, da ni bilo naročil? Ja, v prvi fazi je nedvomno šlo za skrb za zdravje zaposlenih. Seveda, zelo kmalu pa tudi smo se bali predvsem ustavitev tudi proizvodnje zadaj. V kasnejši fazi pa smo dejansko bili soočeni tudi z padcem naročil. Se pravi, prej so bile samo indikacije, mogoče v drugi polovici marca in prvi polovici aprila, potem pa smo dejansko dobivali vse manjše naročila in smo temu ustrezno morali prilagoditi tudi proizvodnjo. Zdaj same proizvodnje v celoti na vseh oddelkih nismo nikoli ustavili, želeli smo vseeno slediti naročilom kupcev, smo pa ustavljali posamezne poslovne enote. Tako smo na poslovnih enotah, ki so najbolj vezane na avtomobilski del, ki nam predstavlja 70% obsega prodaje, tudi največ ustavili ali pa najhitreje ustavili. Govorimo o poslovni enoti Alutek, aluminijasti odlitki, in pa poslovna enota Dizeltek v Tolminu, kjer smo tudi v večini primerov tier 1 dobavitelj, se pravi, da dobavljamo končnim proizvajalcem. Tam smo ustavili že v aprilu za 2 tedna približno proizvodnjo, potem pa ponovno štartali. Na drugih poslovnih enotah, če omenim največjo poslovno enoto Lamtek, ki ima 5 proizvodnih lokacij, 3 v Sloveniji, 1 v Nemčiji in 1 na Madžarskem. Tam smo proizvodnjo vršili stalno, razen zadnjega tedna v aprilu. Medtem ko na poslovnih enotah, ki praktično niso nič vezane na avtomobilsko industrijo, kot je Movent, se pravi proizvodnja ventilatorjev in motorjev, tam smo pa dejansko videli, da so padci naročil nekaj nižji in smo tudi temu prilagodili proizvodnjo, smo pa stalno tudi nek del proizvodnje peljali naprej. Koliko časa lahko Hidrija zdrži? Verjetno ni samo vprašanje, koliko časa lahko Hidrija zdrži, ampak katerokoli podjetje. Ob tovrstnih padcih, se pravi 50 ali pa 60% padcih mesečnega obsega prodaje, mislim, da malo katero podjetje lahko zdrži več kot par mesecev brez določenih ukrepov, ki jih seveda izvajamo. Pomembni so tudi ukrepi države tukaj. In mogoče bi se vseeno vrnil na prejšnje vprašanje še, ker nisem povsem do konca povedal.
Pomembno je tudi, da znamo obvladovati tekočo situacijo, se pravi tudi z vidika rizikov. Kot rečeno, proizvodnjo smo nekako peljali, nismo imeli nobene ustavitve do sedaj zaradi samega virusa, se pravi nobene okužbe nismo imeli v hidri, kar je zasluga predvsem naših zelo zgodnjih ukrepov, malo pa tudi sreče, če smo pošteni, sigurno, nedvomno. Tudi sreča je bila vmes. Zdaj, tukaj bi se rad tudi zahvalil lokalni skupnosti in pa ostalim podjetjem, kjer smo imeli zelo dobro koordinacijo, ki so jo vršili naši sodelavci in pa predstavniki ostalih podjetij. Z naše strani je bil kolega Dušan Lapajne v tem, ali pa strani Kolektorja je bil Dejan Velikanje in tako naprej, se pravi, je bila Hidrija Kolektor, ETA, Lindab, civilna zaščita, potem župan, zdravstveni dom in tukaj smo imeli dnevne koordinacije v začetni fazi epidemije. In tudi potem tega smo lahko dosti koordinirano določene ukrepe uvajali. Se pravi, nismo imeli nobene ustavitve zaradi tega, zaradi samega virusa in pa zelo dober odziv v začetni fazi. Tukaj bi se rad zahvalil tudi sodelavcem. Imeli smo izjemno podporo vseh sodelavcev in pa tako režijskega dela kot proizvodne seveda, ki je delala v zelo zahtevnih razmerah in pa tudi zelo dober odziv menedžmenta. Vsi so pač podprli to situacijo, ki je bila zelo nenadna in zelo zahtevna in mislimo, da jo sedaj obvladujemo. Zdaj, če nadaljujemo z naslednjim vašim vprašanjem glede tega, kako lahko preživimo v taki situaciji. Podjetje v dobri kondiciji lahko ob 50% upadu naročil čez noč preživijo par mesecev. Likvidnostno je to največja težava. Tukaj je bil vseeno zelo dober odziv strani države in to nedvomno pripomore tudi k temu, da lahko podjetja sanirajo situacijo in se prilagodijo za to določeno obdobje, ki bo gotovo trajalo, se pravi, čas krize bo kar trajal in okrevanje ne bo tako hitro, kot si morda mislimo. Tako da tukaj mislim, da je pomoč države v tem primeru ob tako izjemnih padcih pomembna tako v Sloveniji kot v drugih državah. Pomoč države je nujna in logična, včasih se pa zdi, da ukrepi niso povsem dorečeni. To je res, jaz bi predvsem rekel, da na likvidnostnem delu je država zelo hitro ukrepala po mojem. Zdaj, v primeru ostalih ukrepov, predvsem, ki pomagajo pri zmanjševanju tekočih stroškov, so bile mogoče te aktivnosti malo manj koordinirane. Najprej smo imeli prvi sveženj ukrepov, protivirusnih ukrepov, tako imenovani PKP1, potem je prišel nov zakon in novela zakona. Bilo je precej zmede glede tega. In tudi danes še ni povsem jasno, kako se je treba ravnati po teh zakonih. Tako da to je zelo zahtevna situacija, s katero se soočamo. Se pravi, najprej damo navodila sodelavcem, da se ozirajo na te člene, potem pride nekaj novega. Veliko različnih tolmačenj je, nasprotujočih tudi, tako da slika je zelo nejasna in pa zelo konfuzna v določenem trenutku. Vseeno ocenjujemo, da je interventni zakon številka 2, se pravi, ta, ki je trenutno v veljavi od sredine marca do konca maja, dober, relativno dober, ima pa tudi določene varovalke, ki še vedno niso razjasnjene. Recimo v tem zakonu je bila določena ta pomoč države tudi kot državna pomoč, se pravi, uradno je bila tako okarakterizirana. In to pomeni, da po merilih Evropske komisije ta pomoč ne sme presegati 800 000 evrov. Zdaj, za velika podjetja je to zelo velika ovira, ker to pomeni relativno majhen znesek pomoči. In če ta stvar ne bo pravilno obravnavana in če ne bomo dobili odobritve Evropske komisije, da lahko gremo nad te vrednosti, potem bo marsikateri delodajalec moral iti v določene hitrejše ukrepe zmanjševanja zaposlenih tudi. Računate tudi na odpuščanje delavcev? Zdajte, pri te zadeve je tako, da določena odpuščanja bodo potrebna. Mi gledamo pri odpuščanjih nekje nadaljne 6 do 9 mesečno obdobje in poskušamo oceniti, kakšen bo nivo prodaje v tem obdobju, se pravi konec letošnjega leta in pa prvi kvartal in drugi kvartal naslednje leto. Mi tam vidimo, da bo mogoče konec leta približno 20% nižji obseg
v primerjavi s predkriznim obdobjem in podobno v naslednjem letu, se pravi 15-20% nižji obseg. In na to se bomo morali tudi prilagoditi s številom zaposlenih. Tukaj bomo gotovo šli v mehke metode zmanjševanja, se pravi predčasne upokojitve, pogodbe za določen čas, agencijski sodelavci. Predvsem pri pogodbah za določen čas bi rad poudaril tudi to, da tudi teh ne nameravamo vseh prekiniti. Imamo določene izjemne posameznike, ki so na pogodbah za določen čas, ki jih nameravamo seveda obdržati za nadaljnji razvoj. Ampak skupno rečeno, določena odpuščanja bodo potrebna, bodo pa ta odpuščanja bistveno nižja, kot bi bila, če ne bi bilo teh ukrepov države, in bistveno nižje bodo seveda, če bo tudi država še podaljšala te ukrepe kot zdaj, kot smo jih prej navajali, se pravi predvsem tale naš predlog podaljšanja interventnega zakona številka 2 tudi v obdobje junija in julija. Kakšna pa je situacija v drugih državah, kjer ima Hidrija tudi svoja hčerinska podjetja? Zelo različna. Zdaj na Kitajskem v bistvu smo imeli približno enomesečni izpad proizvodnje, potem se je pa situacija izredno hitro pobrala in smo imeli zelo dober obseg v aprilu. Iz tega naslova tudi nismo upravičeni do subvencij, ki jih nudi kitajska vlada. Dobili bomo nekaj manjših subvencij zaradi ohranitev zaposlitev, se pravi tam nismo dejansko tudi potem delali nobenih zmanjšanj, tudi jih ne načrtujemo. Je pa dejstvo, da kitajska situacija je ena, tale pri nas bo precej drugačna, tukaj bo okrevanje trajalo bistveno dlje. In če pogledamo po državah, kjer smo tudi prisotni z proizvodnjo, se pravi Madžarska je relativno majhna enota za nas, tam imamo slabih 50 sodelavcev in madžarska vlada se je zelo pozno odločila za določene ukrepe, kjer subvencionirajo ta skrajšan delovni čas, ampak so v bistvu te subvencije relativno majhne, se pravi zelo počasen odziv, bi lahko rekel. V primeru Nemčije, Nemčija je šla v ta skrajšan delovni čas, tako imenovani Kurzarbeit, in to je učinkovit ukrep, se v bistvu tam država pokrije 60-67% stroška plač, razliko do 80% mora pokriti delodajalec. Se pravi, da je efektivni strošek dela relativno zelo ugoden. Se pravi, da to je zelo učinkovit ukrep in je podoben sistem, kot ga je imela Nemčija že v prejšnji krizi leta 2009, ki je bil tudi učinkovit. Trajanje tega možnosti skrajšanega delovnega časa je tam eno leto in lahko se še podaljša za naslednjih 9 mesecev, tako da je v bistvu to je nekako ukrep, ki bi ga lahko tudi naša država enostavno vzela tudi za svojega, ne pa samo določene določbe iz tega zakona. Tako da je v bistvu ta tretji zakon, ki prihaja pri nas sedaj predvidoma s 1. junijem v veljavo, bo z vidika podpore gospodarstvu relativno šibak. Hidrija je znana tudi po svoji družbeni odgovornosti. Kako bo v bodoče z vašimi podporami, društvom, programom na področju športa, kulture? Ja, glejte, v tem primeru, ko se dejansko pogovarjamo o 50% upadu obsega proizvodnje, ki bo trajalo zelo dolgo in kjer bomo prišli na predkrizne nivoje, mogoče v letu ali pa 2, ne pa v 3 mesecih, je dokaj neprimerno, da hkrati dobivamo neko podporo tudi strani države, na drugi strani pa tudi mi podpiramo določene družbene aktivnosti, tako da v bistvu v tem delu smo tudi morali reagirati, zmanjševati stroške in tudi zmanjševati, določene podpore, ki smo jih imeli do sedaj. Kljub vsemu za pomembne ali pa dolgoročne sodelovanje, ki jih imamo lokalno z društvi, predvsem z društvi ali pa s klubi, želimo to vršiti tudi še v prihodnje, v nekaj zmanjšanem obsegu, tako da ko podpiramo godbeno društvo, košarkaški klub Hidrija in pa nogometni klub v Tolminu, so to stvari, recimo, ki jih nameravamo še zmeraj kljub tej krizi v zmanjšanem obsegu obdržati, vse ostalo pa trenutno pač ne bomo izvajali. Gospod Boštjan Bratuš, hvala za obisk v našem studiu in za pojasnila. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost.